Nahajamo se v mariborski galeriji Art Kit in tu smo na razstavi Barbare Kastelec Nevidni sopotniki. Preden pridemo na to, kaj so sploh ti nevidni sopotniki, lahko si ogledamo slike zelo velikega okroglega formata in še spremljajoči video, ki tudi nadaljuje s tem okroglim formatom. Ono, kaj je zanimivo, kaj si lahko vsak opazovalec lahko zastavi vprašanje, je v bistvu, zakaj pa so takšni pravokrogli formati, kaj je mogoče malo nenavadno za slikarska dela, ki so ponavadi, če so že takšnih velikih dimenzij, mogoče bolj nekih drugih formatov. Barbara Kastelec v bistvu izhaja iz mikroorganizmov, ki jih lahko vidimo edino pod drobnogledom. In v bistvu zaradi tega na nek način, da še vedno zadrži te vezi sa tistim svetom mikroorganizmov, ona uporablja gromazanske, v bistvu okrogle formate, ki v bistvu so tukaj zaradi tega, da pač malo spominjajo na tiste formate v bistvu Petrijevke, pod katero ponavadi imamo mikroorganizme, ko jih pač gledamo skozi mikroskop. To, kaj je nju zanimalo predvsem, je v bistvu, kaj je to življenje na tej neki nulti ravni, recimo to tako, življenja, oziroma kaj se zgodi, ko se življenje začne in kaj se zgodi, ko se življenje konča, recimo. Zaradi tega, ker se že v prejšnjih svojih ciklih ukvarjala s hrano in z premišljanjem tega, kaj sploh, od recimo cikla rastline, v katerem se je v bistvu lotila tega, da jih je tudi prikazovala skozi celice, torej na tej eni mikroravni, ki je tako bolj neopazna. To je v bistvu pripeljalo do tega, da se tudi ukvarja s tako imenovanim sluzavcima, ki so v bistvu tisti mikroorganizmi oziroma bakterije zemlje, ki jih lahko vidite v ozadju. Ono, kaj je zanimivo, je v bistvu, da umetnica pogosto sodeluje s znanstveniki, ampak na način, da jih ali kdo mogoče priporoča kakšno podobo, ki bo jo potem naprej uvrstila v svoj slikarski cikel, ali pač se posvetuje s tem, ali to izgleda dovolj realistično ali ne. Ono, kaj je zanimivo, je v bistvu tudi to, da njene vse podobe so barvne in to zelo intenzivnih, skoraj kričečih barv. Dokler v originalu, ko opazujemo sluzavce pod mikroskopom, v bistvu so oni črno-beli in zaradi tega je zanimivo, da ona v bistvu jih na nek način znova ustvarja s tem, da jim sploh daje barvo, po drugi strani seveda jih znova ustvarja s tem, da jih pač povečuje na ogromne dimenzije, ki so daleč od tega, kakšni so oni v bistvu. Vsa dela so tudi ena povezava s tem svetom ali področjem znanosti, so tudi nazivi samih slik, ki so v bistvu vsi v latinščini in zaradi tega za tistega, ki mogoče to ve, ko prebere to ime ali recimo, ko prepozna sam mikroorganizem, ta bo recimo se zavedal tega, dokler osebi, ki ni toliko seznanjena s tem svetom, mogoče to ne bo pomenilo
preveč, razen tega, da mogoče nekaj takšnega postaja tudi v nekem drugem setu, oziroma da Barbara Kastelec ni to samo umetniški namislila. Torej, dokler ona po eni strani ima te povezave sa znanstvenim področjem, po drugi strani v bistvu dokler prikazuje po eni strani mikrokozem, po drugi strani je tudi zanima makrokozem in zaradi tega v bistvu to ozadje, ki ga lahko vidimo, je v bistvu ozadje, ki je bolj abstraktno, ki na nek način mogoče spominja na kakšno vesoljsko krajino in v bistvu često ona poskusi na nek način se malo igrati s tem, kaj pomeni mikro in makrokozmos oziroma njihova medsebojna upogojenost in prepletenost. Torej, v vseh svojih prejšnjih ciklih, pa lahko tudi v tem, v bistvu lahko spremljamo tisto idejo o tem, da te določena snov lahko uniči ali pozdravi. In to je v bistvu ta fenomen farmakona, ki ga ona na nek način raziskuje še v tem ciklu, pa tudi v nekih drugih. In zato na nek način se mi zdi, da tu je mogoče ta njeno spoštovanje do teh mikroorganizmov. Na razstavi je zraven slik predstavljen tudi video, ki je v bistvu nastajal na rezidenci v Parizu, Cité Internationale, na katerem je umetnica v bistvu preučevala sirove plesni. In to so več različnih primerov in jih je v bistvu suprotstavila dve različni podobi. Ena prikazuje v bistvu njeno slikarsko upodobljavo, druga pa je v bistvu tista, kako posnetek deluje v originalu, oziroma črno-belo nasprot barvnega. Pač se tu vidi ta proces oziroma video na nek način najbolj mogoče poudari, da v bistvu gre za živa bitja, ki se v bistvu premikajo, ki se nenehano gibajo in na nek način se cel čas spreminjajo. Dokler v tem slikarskem je bolj mogoče izpostavljena ta njihova pač neka skoraj abstraktna monumentalnost, posebej zaradi teh velikih formatov in v bistvu mogoče tu ona pusti posamezniku, da si naj določi, kakšen svet opazuje. Ali je to res nekakšen mikroorganizem ali je to nek znanstveno-fantastični svet, v katerem si lahko zamišljamo neke druge svetove ali naracije. Proces nastanka samih del je zanimiv zaradi tega, ker v bistvu uporablja tudi različne tehnike, posebej tehniko gvaša in se v samem ozadju lahko tudi vidi, na kakšen način je sama barva potekala dobesedno in ta nek proces drippinga ali pač razmazane barve mogoče tudi spominja na to, kaj se dogaja v ozadju Petrijevke, ko se recimo mikroorganizmi začnejo razraščati. Tu je tudi prisotno tako ena barvna igra, ki je umetnica v bistvu cel čas kontrastira sa tem glavnim oblikom, ki jih v bistvu upodablja.